V zdravstvenem domu Krško potekajo vse dejavnosti, ostale lokacije so zaradi varnosti zaposlenih in prebivalstva zaprti. Na enotnem vhodu so vzpostavili triažo, okrepili so službo za informacije v sprejemni pisarni. Trenutno imamo aktivno akutno ambulanto za odrasle, ki deluje od 7 do 19 ure, ambulanto za administrativno svetovalno in pa za preveze ran, ki deluje vsak dan od 7 do 14 ure, eno pediatrično, akutno svetovalno ambulanto, ki telefonsko svetuje, in pa eno zobozdravstveno akutno telefonsko svetovalnico, ki dejansko sprejema klice pacientov in jih usmerja v zobozdravstveno ambulanto, ki je namenjena za nujno medicinsko pomoč v zobozdravstvu. Ta je trenutno locirana v zdravstvenem domu Novo mesto. Vse informacije, kontakte najdete na naši spletni strani. Patronažna služba in nujna medicinska pomoč delujeta po ustaljenem urniku. Imamo pa organizirano nenujne reševalne prevoze za primere prevozov pacientov, ki so okuženi z COVID-19, koordinira pa te prevoze dispečerski center Maribor. Vsi zaposleni, vključno s koncesionarji, izvajajo tudi druge naloge. Trenutno zagotavljamo skupaj z našimi zdravniki in koncesionarji oskrbo v prej vstopni točki za odvzem brisov v Brežicah, sedaj se je ta preimenovala v akutno ambulanto oziroma v ambulanto za COVID, ki je namenjena odraslim osebam. Danes smo se uspeli dogovoriti z zdravstvenim domom Brežice, da bomo skupaj organizirali za občane Krškega in pa Brežic enotno ambulanto COVID za otroke in mladostnike iz tega področja, in sicer jo bomo zagotavljali tako s pediatri in pa sestrami iz zdravstvenega doma, koncesionarjem, in pa tudi s pediatri iz zdravstvenega doma Brežice. Ta ambulanta za otroke in mladostnike bo locirana v zdravstvenem domu Brežice in bo delovala vsak dan od 7 do 19 ure. Kot je poudaril krški župan, občina sodeluje in je v stalnem kontaktu z vsemi pristojnimi institucijami tako na ravni države kot v lokalnem okolju. S ciljem omejitve širjenja novega virusa so sprejeli nekaj ukrepov. Najprej bi mogoče naslovil za tiste občane v stiski. Odprli smo 2 telefonske številke, in sicer ena 070 585 803, to je pri Centru za socialno delo, in pa pri Rdečem križu 041 730 192. Na teh 2 telefonskih številkah lahko ljudje dobijo različne informacije, predvsem pa bolj pomoč, če so slučajno zaradi teh dogajanj v stiski. Občina je v sodelovanju z osnovno šolo Jurija Dalmatina Krško organizirala tudi pripravo hrane v šolski kuhinji, kjer bi lahko zagotovili tudi več kot 1000 toplih obrokov dnevno, če bo to potrebno. Kar se tiče zaščitne opreme, lahko rečem, da Krško deli usodo z ostalo Slovenijo, namreč zaščitne opreme akutno primanjkuje. Nekaj malega opreme smo uspeli zagotoviti iz štaba civilne zaščite, območnega štaba civilne zaščite, vendar večjih količin pa ni, in še ta oprema, ki je na voljo samo tistim, ki so neposredno vezani na zaščito in reševanje, predvsem zdravstvu, pa tudi ostalim službam, ki so kakorkoli na tem področju aktivne. Seveda pričakujemo, da bo ta oprema prišla v naslednjih dneh, tako kot obljublja vlada, Ministrstvo za obrambo. V tem primeru bomo seveda tudi upoštevali prioriteto delitve, to pomeni najprej zdravstvo, potem pa javne službe in vsi ostali. Kot je povedal župan, obveščajo vse starše, ki delajo v kritični infrastrukturi ali opravljajo službo v intervencijskih enotah, pa nimajo varstva za svoje otroke, da jim pri tem lahko pomagajo prostovoljci. Lahko rečem, da smo uspeli pridobiti cirka 50 prostovoljcev, in sicer so to v glavnem delavci vzgojno-varstvenih inštitucij, ki so pripravljeni nuditi varstvo v manjših skupinah oziroma posameznikom. Tudi zato, interes za to je odprta številka, in sicer 070 585 803, to je ista številka, kot sem že prej omenil, se pravi pri Centru za socialno delo, tam se prijavijo in potem lahko tudi to organiziramo. Še enkrat je pozval občane, da se držijo navodil in ne hodijo na igrišča. Namreč vsa igrišča, otroška igrišča so označena primerno, tako da je jasno vidno, da je prepovedana uporaba teh igral, vendar pa ni odveč, če to še enkrat omenimo in povemo. V zadnjih dneh, v zadnjem tednu, kar precej pritiska na trgovine, bi priporočil, da se
pač ustrezno organizirate in ne po nepotrebno ne obremenjujete trgovin, trgovcev, se pravi delavcev v trgovinah, ki tudi sedaj mogoče nosijo še večji del bremena okrog same oskrbe prebivalstva z osnovnimi živili. Še mogoče ena številka, ki smo jo odprli, in sicer je to številka za splošne informacije, tako da te pa lahko dobijo na številki 49 81 329 in sicer je to občinski štab za civilno zaščito. Lahko pa pošljejo vprašanja tudi na mail, in sicer je mail oscz.krsko@krsko.si.